Glavna aktivnost je usmerjena seveda na čimprejšnjo vzpostavitev tega tako imenovanega kolesarskega križa. To je daljinskih kolesarskih povezav, ki potekajo od Rateč do Ljubljane. To smo že označili v letu 2016. Letos nadaljujemo od Ljubljane proti Obrežju, po dolini Save in po dolini Krke. In seveda v diagonalni smeri, torej od Maribora oziroma avstrijsko-madžarske meje proti Kopru in torej hrvaško-italijanski meji. Tako da na ta način bo vzpostavljena ta osnovna torej kolesarska infrastruktura, na katero pa bomo navezovali ta lokalna omrežja, ki jih vzpostavljamo v sodelovanju z občinami v številnih regijah po Sloveniji. Če sedaj rečemo, to je projekt ministrstva, kakšno vlogo pa ne bi imele posamezne občine oziroma kakšne obveznosti in kakšne dobrobiti? To je kar skupen projekt pravzaprav ministrstva kot občin in regionalne razvojne agencije na Gorenjskem, tako da tukaj bodo sodelovanja tudi z občinami, ki bodo tudi, bom rekel, z ustreznimi razvojnimi projekti lahko te aktivnosti podprle. Skratka, gre za sodelovanje tako občin medsebojno kot skupaj z ministrstvom. Rekli ste, podprli tudi finančno? Okrog natančnejše razdelitve, kot rečeno, je danes še težko govoriti, kajti te aktivnosti načrtovanja in samih vsebin, ki bodo potrebne investiranja, to se bo v naslednjih 2 letih še natančneje. Kdaj bi se pa začeli kaj premikati? Približno v 2 letih bi bile te aktivnosti, ko bodo tako idejne zasnove natančneje dodelane, in takrat bo pa že možno potem natančneje govoriti, kolikšen bo ta finančni obseg potreben. Ja, potem pa seveda gre zadeva po fazah, kot rečeno, tam, kjer je možno že obstoječo infrastrukturo uporabiti, se bo označilo v najkrajšem možnem času, tam, kjer bo potrebno potem investicije izvajati, se bodo potem pripravili projekti. Tako da časovna dinamika samih, bom rekel, gradenj lahko recimo napovedujemo po letu 2020. Mogoče kakšno merilo pa je, da se cesta zgolj označi oziroma da se potem vzpostavi novo kolesarsko povezavo? Ali obstaja kakšno merilo, da rečemo, da ta cesta je primerna in jo lahko samo označimo? Ja, gre za to, da je predvsem, da je cesta, ki je recimo turistično zanimiva, da je cesta, ki je v osnovi primerna za kolesarjenje, to pomeni, da nima prehudih vzponov in da je tudi z vidika prometne varnosti ustrezna, se pravi, da ni obremenjena z velikim kakšnim tranzitnim prometom, sploh ne prometom težjih tovornih vozil, tako da te ceste potem skušamo vključiti v to kolesarsko omrežje. Mogoče kakšna ocena, koliko je takih primernih že na tem območju teh občin in koliko bi bilo potrebno na novo vzpostaviti? Glejte, to tudi glede te ocene zdaj težko rečem na pamet, ampak s tem pravilnikom bomo omogočili, da bomo, bom rekel, to iskanje skupaj v sodelovanju z občinami primernih povezav omogočili, da bo lažje, hitrejše. Ne nazadnje, ko smo iskali torej to primerno povezavo od Rateč do Ljubljane, smo se z občinami pa tudi z kolesarskimi zvezami zelo intenzivno se tej problematiki primernih povezav posvetili in nam je uspelo pravzaprav brez nekih večjih investicij vzpostaviti to kolesarsko povezavo, ki poteka po primernih torej poteh in omogoča torej kolesarjenje na tej 109 km dolgi povezavi od Rateč do Ljubljane.